In kaj bi rekla, da so tiste, recimo, prej si že govorila, da ne bi priporočala, da gre nekdo na Kickstarter. Kaj so tiste glavne komponente, ki jih rabiš kot developer board gamea? Ker ko boš začel samo razmišljati o distribuciji v proizvodnji, bo denar začel goreti. Kaj zares rabiš? Da lahko začneš, v bistvu, so to connectioni, so to samo nor drive, da ne glede na vse lahko to narediš, pa lahko propadem čisto osebno. Kako lahko v Sloveniji sploh kaj takega narediš, ker nimaš v bistvu nekih backerjev, investitorjev, na katere se lahko zaneseš. V bistvu se lahko zaneseš nase, pa na svoje skille. Pretty much, ja. Midva na začetku v bistvu nisem imela nič. Ja, ker je bilo zaradi tega tudi težje, ne? Ja. Če imaš investitorje, sam pa si jim tudi mogoče odgovoren. Investitorji so zelo triki lahko. Ja, lahko je dobro, lahko pač. Veliko teh investitorjev, mogoče te pika up, vprašanje je, če jih bo sploh zanimalo. Drugo je, če je to nek venture fund, pač ja, ti bodo nek pač denar, pa ga bo tudi pričakoval ven. Ja, exactly. Ker je pač težko in kaj se bo zgodilo recimo za velik developerjev, še posebej, če so zeleni, ja, nemogoče deadline jim bojo postavili. To pa pač, ko boš končal projekt, boš kar naenkrat jim dolžen, boh ved koliko. Ali si pa predstavljal, imaš recimo res ful dobro licenco, ja, ni več tvoja, ne, nekako boš mogel poravnavo narediti, pač, če ne boš šel projekt equity, ja. V glavnem se pravi, če hočeš neko svojo kampanjo delati, Kickstarter, še posebej ta prvič, kaj rabiš, je po mojem mnenju, moraš narediti research, moraš biti že preden delaš kampanjo pa produkt v kontaktu z nekim proizvajalcem, ki je to sploh sposoben narediti. Da dobiš številke. To se ti bo zelo poznalo. Pa tudi procese, če je sploh možno to delati, kar ti delaš, pa recimo veliko ljudi, ki bo začeli delati igro dimenzije, ti bo najlažje ti manufacturer pove materiale, kaj ti sploh lahko delaš, ker veliko projektov prije z norimi idejami, ja, mi bomo pa to delali, pa ta mehanizem bo, ja, kdo ga bo pa naredil? Tako to poštane. In pa se kle malo zapletejo stvari. Kaj po mojem mnenju je nujno, ko delaš Kickstarter? Da imaš grafičnega oblikovalca nekje zraven sebe, skozi na roki. Ki lahko bedi do 3 ker je tako the best win ever. Ampak čistko pa dosti projektov ima pa pač problem, da nima, ne, in pol si pač stak z grafikami in tako naprej, in tukaj se začnejo problemi sam stopnjevati. Grafike rabiš za vse, za Kickstarter, za marketing, za vse v glavnem. Čistko kot primer, recimo mi imamo res kompleksno igro, ki ima ogromno plati, ki jih hočeš pokazati v marketingu, od figur do gameplaya, do komponent drugih, škatle, ne vem, pač recimo predstavljaš si, kaj vse lahko daš na grafiko. Med Kickstarterjem, kaj se dogaja, je vsak dan, kako bi rekel, šprint, kako najhitreje popraviti stvari, če so kje napake, kako jih osvežiti, recimo stretch goali se vsak dan odpirajo, lahko se ti celo, ne vem, 5 jih na dan odpre, to se je nam zgodilo. To so vse grafike, to ni tako, da v Kickstarterju, da ima to Kickstarter ful dober narejen mehanizem, ko ti vlečeš tam stvari not pa vreš. Ne. Ti moraš v Photoshopu narediti tako dolgo grafiko ali pa več dolgih grafik. Kickstarter je kot blog. Kickstarter dobesedno vse, kar vidiš vizualnega na Kickstarterju, je nekdo manually kliknil tja, import JPG in mogo kot JPG te stvari. Se pravi, jaz pač... Kickstarter interface je trash. Ja. Tudi manually stretch goal update, pa vse to. To je vse grozno. Resno, ja. In zaradi tega rabiš nekoga grafično dela te stvari. Rabiš nekoga, ki ne spi, če lahko skoraj, ja, mi smo imeli dobesedno 2 uri smo imeli grace period med kampanjo vsak dan. 4-kratno izmeno smo imeli med kampanjo, pač jaz sem vstal ob 7 zjutraj, imel do 11, potem sta Žiga in Tjaša prevzela. Sva furala, dokler je bilo treba. Kokor nista šla spat in potem je Šiko ostal do 5 zjutraj. Od 5 zjutraj do 7 zjutraj smo imeli blackout, vsakič zaključili zdajle gremo spat, čez nekaj časa bomo vstali, jaz sem vsakič, ko sem vstal, takoj napisal, smo up, nekaj pojem, vam začnem odgovarjati. In smo šli jovo na novo. Mogoče zakaj smo to delali, ne? Eno je, da ti hočeš narediti space za ljudi, kjer se dobro počutijo. Se pravi, da pridejo vsak dan nazaj, pogledajo, kaj si kaj novega odklenili, si kaj več preberejo, kaj več zvejo o tvoji igri, recimo. Zato pač tudi, recimo, ko so se novi stretch goali odklenili, ti moraš nove grafike narediti, ne vem,
po nesreči ti tudi kakšno zbriše in pol ugotoviš to čez par ur. Si mogel eno zadeva, v zadnji v backgroundu, ne vem, si imel kaj narobe naplaniran, slabo narejen, moraš pač popraviti, moraš na nov narediti, moraš plane spremeniti, ker pač to je bitka, mislim, noben plan ne preživi kontakta z nasprotnikom, tako da moraš pač skozi se prilagajati. Vse drugače je pač ful odvisno, če delaš nek bolj simple board game, kam pa pač manj komponent pa vsega tega, valjda ne raba zdaj ti vsak dan narediti 5 grafik, sem pač to je zdaj specifično za našo igro. Ampak pač to še zmeraj ne spremeni tega, da Kickstarter je zelo intens. Ja, kaj pa update pisati, pa to? Ja. Ste imeli kaj naprej že napisano, kaj pripravljeno kot tak, ali samo pač zgodilo se je, moram se nekaj misliti. Imeli smo vse ful naplaniran, da bomo te stvari vnaprej delali. Pa pa stvari zalomijo. Pa se ti ta zadnje 3 dneve neki zalom, pa si pač 3 dneve izgubil. Torej, stretch goali, kaj se bo obdelal v igri? Nekaj ideje imate preden se zgodi. To pa ja. Sam recimo pride kdaj, pa na kako številko, pa take stvari, to je pa tako fajn, da si med kampanjo. Da malo spremljaš. To je bilo skoraj da daily nek mini sestank. Tako od ozunika gledaš, ja. Ko od ozuni gledaš, se mogoče zdi full simple. Vse pač ne vem, da 10 evrov se je neki nogo odklenil. Samo zdaj v bistvu zadnji je pač to tako brainwork. Kalkulacija, koliko to nas stane kot firma, da to naredimo, a se to splača, koliko je v redu cifra, a bomo dosegli to cifro. Kako bojo ljudje to sprejeli. Kako anticipatione ljudi menedža do takrat. Veš, kaj Kickstarter se zgleda, hype je full dober, ampak za nas kot creator je to tako intens zadeva, ker skozi opazuješ neko nihanje v ljudeh in je skoraj malo grozno, ker veš, kad ti začnejo neki ljudje tako malo negativnost useka, pa bomo mi sploh prišli do tega. To je pač tako za nas zelo intens, ker moramo mi ugotoviti, na kak način to zmenedžati, zato da ta človek ne bo lih kar naredil tako panike čez celo comment sekcijo. Ja, ker se hitro se okuže na drugega, hitro raste ta negativnost.